Na obali danes zadnji sobotni obračun 31. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Ja, precej oblačno, tudi nekaj deževno vreme danes tukaj ob morju na Bonifiki. Pa nov kot za Trontla, predložek in nevaren strel proti vratom. Kdo bo tisti, ki bo prevzel zdaj odgovornost, ali bo tole Jufo? Jufo, strel proti vratom, tole je letelo v okvir vrat. Žinko je pogledal, ali je tam morda bolj prost Nukić, no zdaj je pri žogi. Krenil Nukić strelom, to da previsoko je meril Mustafa Nukić. Bi verjetno tisto povprečje bilo še nižje, ampak Bravo je na 4. mestu najmlajših ekip. No zdaj priložnost in tam je Nukić zatresel zunanji del mreže. Andraž Kirm, torej nekako je verjetno Grabič dal signal, da naj bo on tisti, ki bo izvajal prekinitve iz kota na mesto Trontla. Zdaj tam izbija tam Cerovec, pa Žinko v skoku, izgubil je žogo Vargič, ampak to bo prekršek nad vratarjem in žoga za domače. Takole, lepa podaja v globino, izigrali so četverico nogometašev Kopra, tokrat pa Milan Tučić zdaj na pravi poti danes, ampak ni pravega zaključka. Pa morda zdaj pride tista kazen, ko ne izkorišča svojih priložnosti in vemo, da Koper zna biti takšen, da zna na teh tekmah, ko seveda gre za sila pomembne točke. Zdaj nevarno tam in na koncu strel z glavo Križana je ocenil glavni sodnik Bojan Mertik, da tole ni bilo za 11 metrov. Zdaj pa priložnost. Nukić preigrava, še vedno Nukić. Nevarno je zdaj pred vrati, tam odbita žoga, pa na koncu se rešujejo. Hitro je tam pritekel Mišić. Žinko strelom proti vratom Vargiča. 7. napad lige beležijo varovanci Dejana Grabiča. No, zdaj pa tam končno tudi malce bolj zrel predložek. Torej, Bravo, 7. napad lige. Vsega skupaj so uspeli zatresti mrežo 31-krat. Po drugi strani pa Koper seveda tukaj so delovali tudi Alberto Bigon, ki je nekaj časa vodil zelo kratko. Zdaj pa priložnost za koprske nogometaše in ostaja 0:0. Bil telesno izjemno dobro pripravljen, vselej nevaren, neugoden za nasprotnika. Tako rečemo, kar zimzeleni Dare Vršično. Zdaj strel proti vratom in brani Vargič. Strel čez gol, preko gola znova ob zmagi, tudi Domžalčanom že, no sicer tako zelo tesno ne bi bilo, ampak vseeno. Pa še en strel Spinellija, tudi tole mimo okvirja vrat. Ja, dobro tekma. Zelo dobra tekma, taktična, pripravili smo dobro nasprotniku, poskušali smo zmagati, žal nismo uspeli, sem pa vesel za igralce, kako so se borili in ni lih enostavnega do vsake 3 dni, kot bi je razpored trenutno pred nami. Mislim, da smo zamudili tisto, kar bi morali narediti v prvem polčasu, se pravi zabiti gol ali 2, ki bi, mislim, da na tej tekmi tak gol prinesel zmago. Je res škoda, na koncu pa še dobro, da po tistih prekinitvah nismo dobili gola. Sem pa vesel za novo super predstavo naših igralcev.